transportna pot, ladijska med Kitajsko, med vzhodom in Evropo, z uporabo Luke Koper se skrajša v primerjavi s Hamburgom recimo za 7 do 8 dni. Mi imamo naravno prednost pred nemškimi konkurenti. Kaj nam manjka? Manjka nam vizija, se pravi, transporta z vlaki. Glejte, mi smo v lanskem letu obremenili gospodarstvo za približno 1,5 milijarde do 2 milijardi več davka. Dodatno smo se zadolžili kot država za 2 milijardi. Govorimo o 3,5 milijardah. In če se vprašamo, kaj smo mi za ta denar dobili, vidimo, da noben družbeni sistem, podsistem ni deloval boljše. Pa seveda, če samo pogledamo te kritične, kot so zdravstvo in ostale. Ampak key point, mi za ta denar zgradimo, se pravi, tirnice Maribor, Ljubljana. Zagotovo. In bi naredili resnično pretočnost. Mi zdaj govorimo o drugem tiru. Poslušajte, teh par kilometrov gradimo toliko let in toliko denarja namenjamo. Zakaj? Zaradi tega, ker se verjetno ne znamo organizirati. Dejstvo je, da zaradi neurejene infrastrukture imamo težave in stroške na vseh področjih. Eno je gospodarstvo, ker nimamo ocene, kakšne so finančne posledice zaradi nepretočnosti cest in železnic, drugo pa tudi posamezniki, zaposleni imajo z tega naslova velike stroške. Če bi vrednotili izgubljene ure, bi bile gotovo številke zelo, zelo visoke. Pa kdo nas pa vodi? Kaj pa mi zmoremo? Mi imamo svojo vlado. Mi imamo zdaj eno najmočnejših vlad v zgodovini Republike Slovenije. In takrat, ko je nastala ta vlada, smo bili v gospodarstvo polni upanja. No, zdaj je pa moč v parlamentu, v odločitvi, tudi premier prihaja iz gospodarstva, no, zdaj pa bo. Kaj se je izkazalo? Da se spet nič ni zgodilo. In potem govorimo o slastičarnah, govorimo o bombončkih, govorimo o nagradah, vsi imamo radi sladko več ali manj, če ne sladko pa slano. Sam slanga še nismo nič dobili na mizo. Mogoče bomo še ta dan dobili kako salamco ali pa še kaj. No. Skratka, nedopustno 40 milijonov odpustka na vinjeti, recimo čez Celje pa teče tovorni tranzit, čez center mesta Celja. Ne moramo niti umestiti, niti izgraditi obvoznice. Tretja razvojna 40 let se umešča. Zakaj ne bi prekanalizirali tam denar? In nikako ne smemo pozabiti, da če je 40 milijonov vinjet, je to 100 milijonov tovornega prometa. Ker če je kdo utrpel škodo, jo je utrpel tovorni promet. In vlada je to priznala s tem, ko je podelila te bombončke osebnim vinjetim. To ni 10 milijonov, to je izračunano 40 milijonov. Veste, kak denar je to? To je nedopustno in to je neustavno. To bo šlo preko slej v ustavno presojo. Slovenija stoji. V času turistične sezone se slovenske avtoceste spremenijo v eno samo veliko parkirišče, gradbena dela se vlečejo v neskončnost, Slovenci pa v zastojih ne izgubljamo zgolj živcev, pač pa tudi denar in nenazadnje onesnažujemo okolje. In prav logistika bi, glede na strateško lego Slovenije, morala biti naša strateška panoga. Kaj se dogaja na področju logistike? Spregovorili bomo o tem v tokratni epizodi podcasta Teža argumenta. V studiu pa pozdravljam Marka Lotriča, predsednika Državnega sveta. Lep pozdrav. Dober dan. Mitja Gorenščka, predsednika Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v Državnem svetu ter glavnega izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije. Dober dan. In pa Petra Piška, predsednika sekcije za promet pri Obrtni zbornici in podpredsednika tudi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, dober dan. Evo, tako vsi trije lepo pozdravljeni. Včasih je nekako veljalo, da je tistih nekaj, 2, 3, morda 4 res prometno obremenjenih vikendov v poletju, ko se raje ne podajajte na pot. Zadnje čase se zdi, da je praktično celotno poletje slovenski avtocestni križ obarvan v rdeče. Pravzaprav prometno-informacijski center bi se lahko posnel že skoraj
na kaseto in predvajal vsak dan isto glede zastojev, ko se zgolj iz Kopra do Ljubljane podaljša pogosto pot tudi za več kot uro, da o poti do Maribora niti ne govorimo. Kaj se dogaja oziroma kako se je ta situacija na tem področju spremenila? Morda gospod Lotrič. Ja, jaz sam mislim, da tukaj primanjkuje organizacijskih sposobnosti, planiranja, načrtovanja. Gre namreč za to, da naenkrat odpiramo množico gradbišč, ne samo po avtocestah, ampak tudi izven avtocest in potem nam na koncu zmanjka operative. Predlog, ki bi recimo naredil en odsek v dolžini 5-10 kilometrov na enem odseku z kompletno operativo na vsakih 100 metrov, če tako kot v tujini vidimo, ne z nekim delovnim strojem, potem se ta zadeva tudi hitro zaključi, ljudje smo zadovoljni kot uporabniki avtocest in potem se prestavijo na drugi konc. Je pa treba nekaj povedati, da Slovenija pač leži na 5. in 10. koridorju, da se promet povečuje tako osebni promet kot tovorni promet. Se pravi, tovorni promet se nam povečuje zaradi pač splošnega trenda v Evropi in svetu, vendar pa moramo vedeti, da imamo mi problem, ker ne grejo na vlake, se pravi, tovornjaki, seveda nimamo hitrih železnic, hitrih vlakov in na ta način se dušimo. Potem pa še neustrezna politika, ki je pač povedala, da ne rabimo tretjega pasu okrog Ljubljane in kaj se nam zgodi sredi največje gneče, navigacija potegne vse turiste skozi Ljubljano in potem nastane gneča še tukaj. Zakaj se ne znamo organizirati recimo nekoliko bolj, pa smo vendarle zgodovinsko logistična država, furmani ne nazadnje v srednjem veku so bili znani po logistiki na Slovenskem. Jaz mislim, da se znamo. Na Obrtni zbornici Slovenije pravimo, da je prva varnost in druga je pretočnost, ne samo na avtocestih, vse posod. Varnost pomeni življenje, pretočnost pa pomeni denar. Obrtna zbornica skupaj z gospodarsko zbornico, sekcija za promet, skozi opozarjamo vsakokratne politike, tudi to politiko, da je stanje nevzdržno, glede na geostrateško točko Republike Slovenije. Vemo, da smo tranzitna država, nimamo nafte, nimamo naravnih bogatstev, imamo pa čudovito geostrateško točko, lego, ki je ne znamo koristiti. Eno od prvih je digitalizacija, ki jo tudi ta vlada napoveduje, že cel svoj mandat jo ne rešuje, vzpostavitev logistično-gospodarske infrastrukture na samih avtocestih, ki bi dosti razbremenile, in tretji predlog je bil ene in druge zbornice, takojšnje investicije v infrastrukturo, tretji pas in Pince Koper, tovorne linije hitre, potniške hitre linije in seveda sigurno vam je poznan slogan tovornjake na vlake. To je tak, bom rekel, všečen izraz vsakega, ki ne mara tovornjakov, ki ne mara tovornega prometa. Seveda želijo imeti pa mleko, želijo imeti pa frišle žemljice zjutraj v trgovini, lepe oblekce. Vse to pripeljamo in odpeljamo prevoznik, jaz pravim in žive in mrtve. V covidu smo to zelo dobro dokazali. Slovenija ni trpela niti ene najmanjše pomanjkljivosti. S takratnim ministrom gospodom Vrtovcem sva bila 24/7 na liniji in reševala slovenske logistične težave v Republiki Sloveniji in v tujini. Vsled tega ni bilo dobenega pomanjkanja v Republiki Sloveniji in tudi vlada Dvistekanju se je potem zahvalila eni in drugi zbornici za tako čudovito sodelovanje, da smo uskrbeli ljudi in zdravilom in s potrebščini. Kot veste, je bila v Italiji, ta COVID se je začel v Italiji, ni bilo dostopa do Italije in seveda tudi niso želeli prevozniki iti čez mejo. Takrat smo tudi poudarjali, kako je pomembna samooskrba, o tem mogoče kdaj drugič. Skratka, Obrtna in gospodarska zbornica vemo kako, vedno apeliramo na vsakokratno vlado, na Dars. Na Darsu tudi vedno želimo biti vključeni, ampak moram reči, da so nas iz takšnih
projektov izključevali, ko smo želeli se vključiti pri reševanju investicij vzdrževalnih del na avtocesti, zato ker vsi segmenti poznamo svoje linije, vemo, kaj je potrebno narediti in se je zelo dobro izkazalo na Fernetičih, če se spomnite tistih zastojev, ko govorimo tudi o denarju, 2 milijona je sam prevozni sektor takrat v tistih 9 urah utrpel škode in v 2 dneh, ko so naši člani prevozniki zagrozili z nepokorščino, smo v 2 dneh uredili, da se je tekoče promet sprostil preko Rebrnic in je bilo vse rešeno. In še eno, ne moramo si kot država, kot DARS, kot ministrstvo, kot vlada, ki je odgovorna za vse, vzpostaviti na celotnem avtocestnem križu adaptacije, renovacije, delamo drugi tir, imeli smo Primorko v adaptaciji, imeli smo Štajerko v rekonstrukciji, lokalni promet smo povečali, koliko je bilo smrtnih žrtev, če se spomnite, lansko leto kombi s 5 Ukrajinkim in še etc. Takih hudih karambolov, predvsem z smrtnim izidom tudi, na kar mi na zbornici opozarjamo, da je nedopustno. In če bi bila dobra komunikacija med eno, drugo in tretjo in četrto institucijo, do tega ne bi prihajalo. Omenil je gospod Pišek, 2 milijona evrov samo v 9 urah je recimo izgubila Slovenija oziroma slovensko gospodarstvo. Koliko nas v resnici stanejo, bom rekel, ne samo v tem kontekstu živcev in duševnega zdravja ljudi, ki stojijo v zastoju, ampak tudi sicer gospodarstvo. Kakšen strošek v resnici za družbo pomenijo zastoji? Dejstvo je, da zaradi neurejene infrastrukture imamo težave in stroške na vseh področjih. Eno je gospodarstvo, ker nimamo ocene, kakšne so finančne posledice zaradi nepretočnosti cest in železnic, drugo pa tudi posamezniki, zaposleni imajo z tega naslova velike stroške. Če bi vrednotili izgubljene ure, bi bile gotovo številke zelo, zelo visoke. Dej tega podatka pač nimamo, zato je o tem težko govoriti. Če bi ta sredstva, ki jih na tak način izgubljamo, vložili v obnovo infrastrukture, bi gotovo dosegli bistveno boljše rezultate na tem področju. Dejstvo je, da ekonomija se povečuje, da se tudi migracije povečuje, ker se povečuje zaposlenost. Nažalost se vse koncentrira na osi Ljubljana, Maribor, Koper in zato je ta os praktično blokirana. Tako, ko se povečuje ekonomija in migracije, nažalost se ne posodablja oziroma nadgrajuje infrastruktura. Mi smo zamudili tako na cestnem križu, predvsem na avtocestnem križu, na obvoznicah okrog Ljubljane, na železniškem prometu in Gospodarska zbornica je v lanskem letu pripravila strateški načrt Made in Slovenija do leta 2035, kjer je obdelala tudi področje infrastrukture. Mi smo tukaj izpostavili glavne težave, glavne cilje, ki jih moramo doseči in ključne ukrepe, ki so potrebni, da to dosežemo. Kot glavni izziv smo izpostavili problem, kot sem že rekel, cestno-prometnega križa oziroma cele infrastrukture. Ocenili smo tudi podnebno ranljivost, kajti ranljivi smo na področju poplav, plazov, tudi zaradi tega imamo včasih določene cestne odseke izvzete iz uporabe in pa zaradi slabe železniške izkoriščenosti, tako potniškega kot tovornega prometa. Tako da potenciala je precej, zaostanek je velik in bojimo se, da ga ne bo lahko nadoknaditi. Zakaj? Odpiramo ogromno gradbišč, na gradbišča pa mislim, da niso dovolj kadrovsko zasedena. Včasih imamo občutek, da so skoraj prazna, to pomeni, da napredek na teh gradbiščih je počasen, to pa čutimo vsi mi, se pravi
tako gospodarstvo kot tudi posamezniki, ko uporabljamo te ceste. Ceste so mesece in mesece zaprte, poznamo pozitivne prakse iz drugih okoljih, ne samo iz Azije, ampak tudi iz Evrope, kjer so gradbišča odprta noč in dan, kjer je število operaterjev zadostno, da je napredek viden. Pri nas pa včasih izgleda, da so ta naša gradbišča tudi parkirišča. Zakaj se recimo ne lotimo gradbišč bolj učinkovito? Glejte, to se tudi mi sprašujemo. Mislimo, da bi bilo fajn, da se jih manj odpre in hitreje zapira in potem se gre od enega do drugega izziva, ne pa da imamo odprto ogromno nekih gradbišč, kjer se pravim, napredek je zelo, zelo počasen in v tem času praktično je to bolj ovira, kot pa pomoč za uporabnike. Omenjate različne dodatno infrastrukturo, ki bi razbremenila ta promet, logistično infrastrukturo. Kaj konkretno recimo imamo v mislih, kaj nam manjka v Sloveniji, da bi ta promet recimo konkretno razbremenili? Ja, res je, v Sloveniji nimamo logistične infrastrukture, o tem, kar govorim, da bi mogli imeti prioriteto za umeščanje gospodarsko-logistične infrastrukture v prostor v Republiki Sloveniji na 5. pa 10. O čem konkretno recimo govorimo? Govorim o parkiriščih, počivališčih, motelih za nočitev, tudi po evropski direktivi bi že to mogli imeti zdavni urejeni, inšpektori že kaznujejo, mi pa infrastrukture nimamo. Kontradiktornost takšna, da ni večje, bi rekel celo botala, botalci tako delajo, pa zgleda, da pri nam tudi tako počnemo. In digitalizacija, mi imamo Luko Koper, se moramo zavedati, da smo lahko zelo ponosni na njo. In med Mariborom pa Gradcem imamo več logističnih centrov, ki služijo pretovoru Luke Koper kot pa v Republiki Sloveniji. In Luka Koper bi mogla biti striktno samo za pretovor, ne da v Luki Koper gradimo skladišča za avtomobile, za sipke tovar, pa še ne vem kaj. Vemo, da imamo v Belticih 100 hektarov, ki ima Luka Koper kupljenih, recimo v Celju, v Mariboru, Sežani, pa še kje zaledne intermodalne velike logistične centre. Luka Koper bi mogla biti samo za pretovor, tudi kar se tiče z varnostnega prometnega vidika, tudi mestna občina Koper je turizem, ne? In seveda, ko se to vse pride do bilo kakega zastoja, Koper obstoji, Slovenija obstoji in tukaj vidimo velike možnosti. Vedno je vprašanje, ja, odkot pa denar, odkot bi pa to, mi imamo mednarodnih skladov, finančnih skladov, ki imajo nenormalno denarja in ne vem, kjer sklad ne bi vložil v državo, kot je Republika Slovenija, glede geostrateške točke. In še enkrat se ponavljam, Pince, Koper, tovorni vlaki, potniški vlaki, ne Cico, Mico, Čiro, ko gre 30 pa 60 km, pa vsake tuk stoji, pa šveler zamenjaš, tako pri nam zdaj približno gre. Vlak, ko leti 300 na uro, mi smo bili predlani, smo bili z upravnim odborom v Italiji, smo šli na preizkus prav potniškega prometa, železnic in avtobusa, mogoče pol, ko bomo zelenim kaj govorili, imajo to vse urejeno. Tretji pas, železnica in bo vse urejeno in zdaj imamo nekje 17% BDP-ja, naš segment, zelo hitro ga lahko ima 20, 25 in 30 in tega ne koristimo in to je nedopustno od vsakokratne vlade, vsakokratne politike, da ne vzpostavi in ne koristi tega potencijala. Obrtna zbornica Slovenija ima jasno vizijo, vedno nastavlja kompas vsem politikim, predvsem v tem času bomo nastavljali tudi ogledala. Gospod Lotrič, zakaj tega potencijala recimo ne pograbimo bolj z obema rokama in ga izkoristimo? Ja, dajmo še en pogled, mora biti iz perspektive vzhoda, namreč transportna pot ladijska med Kitajsko, med vzhodom in Evropo z uporabo Luke Koper se skrajša v primerjavi s Hamburgom recimo za 7 do 8 dni. Mi imamo naravno prednost pred nemškimi konkurenti. Kaj nam manjka? Manjka nam vizija, se pravi, transporta z vlaki. Glejte, mi smo v lanskem letu
obremenili gospodarstvo za približno 1,5 milijarde do 2 milijardi več davka. Dodatno smo se zadolžili kot država za 2 milijardi. Govorimo o 3,5 milijardah. In če se vprašamo, kaj smo mi za ta denar dobili, vidimo, da noben družbeni sistem, podsistem ni deloval boljše. Pa seveda, če samo pogledamo te kritične, kot so zdravstvo in ostale. Ampak key point, ne? Mi za ta denar zgradimo, se pravi, tirnice Maribor, Ljubljana. Zagotovo. In bi naredili resnično pretočnost. Mi zdaj govorimo o drugem tiru. Poslušajte, teh par kilometrov gradimo toliko let in toliko denarja namenjamo. Zakaj? Zaradi tega, ker se verjetno ne znamo organizirati. Ali pa podpisujemo enormno pogodb za izdelavo, bom rekel, obnovo na avtocestah. Ja, ne vem, čemu je to namen, če bi lahko z eno premišljeno in pa vnaprej na mednarodnih razpisih pridobili izvajalce. Pri nas imamo problem v tem, ker nimamo gradbene operative. In če, tako kot so bile avtoceste, ko so se gradile, je bila predhodna gradbena operativa pripravljena na tak projekt. Tukaj se mi pa zdi, da vsak skoč samo na tisto vlak, na katerega se trenutno, bom rekel, dobro počuti ali pa ima trenutno neke povezave. Problemi, ki nastajajo tukaj noter, seveda je umeščanje v prostor, problem so javna naročila, ki se praktično vse vnaprej ve in sej vidimo, za drugo cev karavanškega predora je vlada podpisala pogodbo za 82 milijonov, ne vem, 100 milijonov je pa stala zdaj ta nova cev. Jaz ne vem, vidimo pa v medijih se pa pojavljajo novi blogerke, ki imajo 82 milijonov razlogov, zakaj tam pišejo. Mislim, tu vidimo samo to, da vsak hoče svoj stejk od bika in čist nič drugega nas zanima. No, ko smo že... Jaz bi mogel tu dodati, glede na to, da je Marko omenil umeščanje v prostor, to je rak rana slovenske politike, bom rekel, na lokalnem nivoju, na državnem nivoju in na vseh nivojih. In kaj je meni ena škoda ali pa zamera tej vladi pa ministrici, minister prejšnji Jernej Vrtovec je ustanovil delovno skupino za umeščanje gospodarsko-logistične infrastrukture na koridorju 5 in 10, to se pravi prioritetno. Seveda se je potem vlada zamenjala in jaz na prvem sestanku z ministrico sem o tem spregovoril, ali bomo nadaljevali to pot, glede na to, da jaz ne vidim razvoja niti Slovenije, niti mojega sektorja logističnega, brez tega, da umeščamo logistično gospodarsko infrastrukturo v avtocesto, kje drugje jo pa naj bi, je bil absolutni odgovor seveda ja. No, vlada še ima par dni do konca in mi nismo imeli niti ene delovne skupine, ni sklicala ministrica in to obžalujem, zato ker smo zamudili 4 dolga leta. Marsikaj bi lahko postorili in mogoče v naslednjem letu prišli do gradnje, saj do umeščanja v prostor in tu so 4 izgubljena leta. Morda še to, ko smo že pri zastojih, vlada je letos zaradi zastojev v poletju lanskega leta podaljšala za 4 mesece veljavnost letne vinjete. Slučajno je to sovpadlo ravno na tak termin, da bo večina državljanov nove vinjete kupovala namesto pred volitvami šele po volitvah. Kako razumete ta ukrep, gospod Lotrič? Ja, slaščičarna se je odprla, ljudje zelo rad pridemo po te bombone oziroma jih nam še celo hočejo vsiliti. Mislim, da je to popolnoma nepremišljen ukrep. Vse smo videli v medijih, da predsednik Darsa ni vedel za ukrep, se pravi podaljša oziroma ukinjanja plačila na avtocestah. Sam se sprašujem, na kakšen način bo Dars pridobil ta izgubljen denar. Prepričan sem, da za integralnega proračuna, ker sicer ne bo mogel preživeti. Pa nasploh na avtocestnem denarju, če tako rečem, ki ga plačujemo vsi uporabniki cest, vidimo tudi, da 100%, skoraj 90% podražitev stavbe Darsa. Skratka, denarja je očitno v tem sektorju preveč, zato pa nepremišljeno lahko delajo. Samo en primer povem, prej ste vprašal, koliko stane recimo gospodarstvo zastoj. Pa bom ponazoril, pred
leti se je obnavljal en most v Mednem pri Medvodah, a ne, in seveda zaradi pocenitve tega mostu so naredili en pas za obvoz. Tako da smo približno stali pol ure v koloni, zjutraj in pa, ko smo se vračali, pol ure v koloni. Glede na to, da sem bil takrat še v podjetju, sem si pač izračunal na število zaposlenih, ki so morali seveda v času iti od doma proti Ljubljani in potem naprej pač po Sloveniji, ker je tako, se pravi, avtocestni križ narejen, da imamo najmanj enega človeka zaposlenega na tem mostu. Se pravi, kot da bi en človek stal na mostu in čakal, kdaj bo lahko šel skozi zeleno luč. To pomeni, da resnično za ceno, za žrtve v gospodarstvu nobeden ne pogleda, za žrtve, ko se ljudje peljejo, recimo takrat so zamujali na vse in zdravniške preglede in sestanke v Ljubljani. A vidite, taka organiziranost, tako slaba organiziranost pač pelje nas potem v nezadovoljstvo. Ljudje se sprašujejo, kot recimo danes, vprašam se, zakaj je potrebna 900 dni ima izvajalec čas, da obnovi 3 kilometre navadne ceste regionalne Škofja Loka Železniki. 900 dni, 2,5 kilometra. Kako to razumete vi, gospod Gorenšček? Ja, to je to, kar sem že prej povedal, to pomeni ogromno odprtih front in prazna gradbišča. Jaz se pravim, ne vem, komu to služi. Občutek imam, da si na tak način pač rezervirajo delo na dolgi rok. Tuje prakse nam kažejo ravno obratno. Treba je odpreti zadevo in jo čim prej sanirati oziroma postaviti v boljše stanje, kar nam potem mi čutimo kot večjo pretočnost. Na Gospodarski zbornici smo se v tej strategiji do leta 2035 smo postavili 4 glavne cilje. To pomeni, da je treba izboljšati javni potniški promet, tako železniški kot cestni, zato da razbremenimo te poti tudi osebnega prometa. To pomeni, vlaki morajo biti udobni, hitri, prav tako tudi druga javna sredstva. Drugi ukrep je povečanje pretočnosti avtocestnega omrežja. 60% avtocestnega omrežja je potrebno, da se ga nadgradi, da se ga izboljša. Tukaj je mišljen pač dodaten vozni pas na glavnem križu, ne po celem, in pa obvoznica Ljubljanska, kot je bilo že rečeno. Hkrati je potrebna digitalizacija upravljanja prometa in pa nismo pozabili na ekološki vidik, to pomeni zmanjšanje emisij. Za cilj smo dali, da bi se v prometu zmanjšale emisije za 55%. Vse to je precej težko v Sloveniji umestiti v prostor, ne? Mislim, že samo govorimo o teh dodatnih pasovih, kaj šele o recimo logističnih centrih, ki jih je prej omenil gospod Pišek. Zakaj? Glejte, mi opozarjamo ne samo na področju infrastrukture, tudi na splošno, da je umeščanje v prostor ozko grlo. Tukaj apeliramo na vlado, da je potrebno nekaj narediti. Sami vidite, da so določeni projekti, ki so bili že potrjeni, zaustavljeni zaradi pritožb, največkrat nevladnih organizacij. To niso samo logistični projekti, to so tudi energetski projekti. Nenormalno je, da včasih potrebujemo za umeščanje v prostor več časa, kot pa za izgradnjo nekaterih projektov. Tukaj so bili različni predlogi, tudi molk upravnega organa. To pomeni, da če zadeva ni v doglednem roku rešena, se smatra, da je odobrena. Le na tak način bomo birokratski aparat prisilili, da bo bolj učinkovit, da se bo hitreje odzival na izzive, ki jih imamo v korist vseh nas.
Prisiliti birokratski aparat v letu 2025 je nekako skoraj da mimo nas šla novica, da so v Avstriji dokončali pravzaprav železniško povezavo med Celovcem in Gradcem, kar nekako omogoča, da se Slovenijo zaobide v teh nekaterih prometnih tokovih iz Jadrana proti osrednji Evropi. Kaj za Slovenijo pomeni, če izgubimo, pomemben del tega prometnega toka, recimo, ki bi namesto čez Slovenijo, kar je neka naravna pot, rajši zaobšel čez Italijo in Avstrijo? No, to so že videli v zgodovini. Marija Terezija je vedela, kako graditi in kje graditi železnice in ceste. To samo kaže pač, da so Avstrijci ocenili, da se nima smisla pogovarjati z našimi oblastmi, ker ni možno speljati projekta. Pa bom samo še dodal to, kar je že kolega Gorenšček povedal. Glejte, v Sloveniji se umešča v prostor, če nekje v 8 letih uspeš, se pravi kot župan, umestiti nek lokalni projekt v prostor, si zmagovalec. Normalno pa to poteka od 12 plus, se pravi do 16 let so postopki. V tem času pa ne samo, da se podjetje preseli, v tem času generacija odide, v tem času ves razvoj v državi obstane. In mi z železniškim križem, če ponazorim samo avtocestni križ, bi lahko odprli povezavo, dodatne logistične centre, pa to pomeni ne samo to, da se tovornjaki ustavijo, ampak danes ima vsak paket sledilno napravo. Vse je treba podigitalizirati in zagotovo ne bi več vozil tovornjak iz Kopra v Gradec, potem pa se vrača v, Slovensko Bistrico, a ne nazaj. Gre za to, da nimamo nadzora nad prometnim tokom, mi ga ne kreiramo, mi nudimo samo infrastrukturo in potem se pritožujemo, da nam ta infrastruktura povzroča dodatne stroške, ker tujci samo pridejo, še goriva ne natočijo, ampak sam naprej. Se jim nič ne ponudimo, se ne morajo oni tukaj ne prespati, oni tukaj ne morajo avtomobila popraviti, oni tukaj ne morajo naložiti kamiona ali pa odložiti niti naprej. Zato, pogledajte, kmetijska zemlja, absolutno jo imamo izjemno malo, ampak kmetijska zemlja ni ob avtocesti. Ob avtocesti je onesnažena zemlja in to je degradirano območje in na teh degradiranih območjih je potrebno postaviti te logistične centre. In na ta način bomo mi zavarovali potem tudi, da bodo manjši transportne sredstva, se pravi, če hočete električna vozila dostavljali od teh logističnih centrov pa v mesta. Na ta način bomo zainteresirali tudi mlade. Poglejte, mi na tem področju logistike pod ena nimamo vizije, nimamo kadrov, ne samo voznikov, ampak tudi načrtovalcev. Poglejte, v preteklosti, kaj se je naredilo. Mi smo prodali letališče Brnik. Mi smo prodali zemljišče, to se v normalni državi ne more zgoditi. Pa samo pogledajmo, kdo je to naredil. Mi smo uničili Adrio, nimamo letalskega prevoznika in mi smo prisiljeni danes vse spraviti na avtoceste. Niso problem avtoceste, problem je organiziranost naša, kjer pravzaprav nam ne ostane nič drugega kot celoten 5. in 10. koridor, tako turizma, tako gospodarstva in pa tudi, se moramo tudi v mestih živeti. Lejte, 140,000 ljudi dnevno pride v Ljubljano. No, zdaj pa prištejmo to maso še turistom, se vsako leto bo slabše. Če ne bomo vzpostavili železniškega prometa, vsej te povezave Ljubljana-Maribor in pa seveda iz Ljubljane naprej proti Kopru, enako proti Dolenjski, ko hodimo na regijske obiske, zjočeš se, ko ti povejo v Beli krajini in na Dolenjskem, da je njihov vlak počasnejši kot pred 50 leti. A zakaj? Zaradi tega, ker so kupili nove vlake, ampak tračnice so pa ostale enake in te tračnice niso več v pravem, se pravi, razmerju, kot bi morale biti. Zdaj bi morale biti nekaj širše in ta vlak mora voziti zelo počasi, da ne iztiri. In to so besede županov in župan in nič ne pomaga odgovornim to govoriti, ker pač vlak se pele do prve nesreče.
Vi ste veliko v stiku z odgovornimi, ne, gospod Pišek? Ja, res je in vam moram povedati, da vsi vse razumejo. Jaz samo moram povedati, da tudi vsi vse vejo. Ampak vam moram tudi povedati, da bed nič ne naredi. Pa bi se vse na obe dva še malo navezal, malo na Mirana, ko pravi, Dars vzpostavi gradnjo in so gradbišča prazna. To bom rekel, da do nekle drži. Ampak zato je odgovoren Dars in za nadzor in za izvedbo in s pogodbam, da zavezuje te, ki si na zalogo prisvajajo ali pa pridobivajo del, da imajo realizacijo in da imajo te hude penale, da tega ne bi več počeli. Umeščanje v prostor je božeskrunstvo, ne umestimo in tako kot tudi Miran in Marko ugotavljata, ne samo logistične infrastrukture, ampak dobene. Pa se vprašamo v gospodarstvo, pa kdo nas pa vodi? Kaj pa mi zmoremo? Mi imamo svojo vlado. Mi imamo zdaj eno najmočnejših vlad v zgodovini Republike Slovenije. In takrat, ko je nastala ta vlada, smo bili v gospodarstvu polni upanja. No, zdaj je pa moč v parlamentu, v odločitvi, tudi premier prihaja iz gospodarstva, no, zdaj pa bo. Kaj se je izkazalo? Da se spet nič ni zgodilo. In potem govorimo o slastičarnah, govorimo o bombončkih, govorimo o nagradah, vsi imamo radi sladko več ali manj, če ne sladko pa slano. Sam slanga še nismo nič dobili na mizo. Mogoče bomo še ta dan dobili kako salamco ali pa še kaj. No. Skratka, nedopustno 40 milijonov odpustka na vinjeti, recimo čez Celje pa teče tovorni tranzit čez center mesta Celja. Ne moramo niti umestiti, niti izgraditi obvoznice. Tretja razvojna 40 let se umešča. Zakaj ne bi prekanalizirali tam denar? In nikako ne smemo pozabiti, da če je 40 milijonov vinjet, je to 100 milijonov tovornega prometa. Ker če je kdo utrpel škodo, jo je utrpel tovorni promet. In vlada je to priznala s tem, ko je podelila te bombončke osebnim vinjetim. To ni 10 milijonov, to je izračunano 40 milijonov. Veste, kak denar je to? To je nedopustno in to je neustavno. To bo šlo preko slej v ustavno presojo. Zadnji akt škofije Koper za osebna vozila odpustek. Zakaj že? Koper Izola za osebna vozila odpustek. Oni ne plačujejo več tam cestnine. Mislim, da je že stopilo v veljavo. Tovorni promet jo pa plačuje. Za mene je to protiustavno. In mislim, da bomo tudi o tem še govorili. Pa še o čem v problematikih, ki so v segmentu logistike in cestnega transporta. In kaj mene žalosti, pa se bom spet vrnil v Butala. Imam občutek, da živim v Butalah. In to, kar vam govorim, jaz sem že dolgoletni funkcionar gospodarske politike, se pravi vse strani Obrtne zbornice Slovenije, kot podpredsednik, kot izvršilni podpredsednik, pa ne vem kaj še, predsednik enih in drugih segmentov, se borimo in kažemo kompas vsakokratni politiki. In kaj mene žalosti, zakaj govorim v Butalih, ker ne najdem več drugega izraza. Vse se dogovorimo, vse se pogovorimo. Na koncu, da smo bili na 2 različnih sestankih. Tudi zapisniki so včasih zapisani tako, kot da nismo bili na istim sestanku. Stran, ki ga piše po svojih navdihih, po svojih trenutnih potrebah in to ni dobro. In jaz mislim, da moramo mi to rešiti. Pa ne govorimo politično, zato ker Obrtna zbornica Slovenije je apolitična, je reprezentativna in za razliko od vseh vladnikov in nevladnikov neplačana volonterska. Tudi danes tu sem volontersko. In to gospodarstvo boli in tu moramo najti rešitve na takšen ali pa drugačen način. To si Slovenija zasluži in to si tudi sektor zasluži in ljudje. Predvsem, kar se tiče prometa, prometu so življenje in denar. Ko prometu je denar, ne, je mogoče recimo v to izgradnjo infrastrukture, da bi bila hitrejša, da ni nujno
na javnih virih izključno. Je možno to delati tudi recimo z nekim javno-zasebnim partnerstvom, vključiti nek recimo privatni denar, da bi šle zadeve hitreje? Zakaj to recimo se ne dogaja? Gotovo je možno. Take primere poznamo tudi v naši bližini. Hrvaška je gradila zadeve precej po tem principu javno-zasebnega partnerstva. Tukaj so bili partnerji tudi tuje države in vemo, da nas je Hrvaška tudi že prehitela, kar se infrastrukture tiče. Zdaj, zakaj se Slovenija za to ne odloča, je treba vprašati pristojne. Dejstvo pa je, da se pravim, s tem, ko dajemo prednosti samo javnemu in financiranju s strani države, močno ogrožamo pač razvoj države. Zdaj, jaz se ne bi tukaj omejil samo na probleme, ki jih imamo v cestnem prometu in pa v železniškem znotraj države. Mi imamo problem tudi, kot je kolega Lotrič rekel, z letalsko povezljivostjo s svetom. Če želiš potovati v svet, to pomeni tako potniki kot blago, je treba iti do Zagreba, je treba iti do Italije. Isto se civilizacija na področju železniškega prometa začne izven naših meja. Ti moraš iti ali v Avstrijo kot izhodiščno postajo ali pa v bližnjo Gorico in Udine, da stopaš na hitri mednarodni vlak in si po celi Evropi. Pri nas pa dejansko imamo občutek, da nimamo samo muzejskega vlaka na relaciji Jesenice-Nova Gorica, ta, ki še zmeri vozi na premog, ampak tudi drugi vlaki, ki so sicer na videz sodobni, vozijo približno z enako hitrostjo kot ta muzejski vlak, ker je pač infrastruktura zastarela. To pomeni, proge so zastarele. Zadnje čase se vlaga v železniške postaje, tudi to je potrebno, ampak če želiš, da bojo ljudje napolnili najprej železniške postaje in potem vlake, je treba vlagati v progo, ne pa v stavbe. Zdaj, se pravim, rečeno je bilo tudi prej, koliko denarja smo izgubili s to populističnim ukrepom podaljšanje veljavnosti vinjet in komu to najbolj koristi. Gotovo, da smo posamezniki zadovoljni, pač, da je ta obveznost odložena za 4 mesece, ampak to ni usluga nam, to je usluga aktualni politiki. S tem želijo nagraditi predvsem sebe, ne pa nas. Ja, dotaknil bi se še evropskega denarja. Mi smo specialisti v tem obdobju nečrpanja evropskega denarja. Trenutno smo na koheziji na 24. mestu od 27 in to samo kaže na neučinkovitost pri pripravi projektov. Najlažje, in tako tudi smo priča vsem projektom, je, da gre vse iz integralnega proračuna. Integralni proračun pa temelji na pobranih davkih, prispevkih, pobranem DDV-ju in ostalih pač taksah, ki jih plačujemo predvsem državljani te države naše. Veliko lažje je pač porabljati integralni proračun. Vlada, če bi vzela evropski denar za velike projekte, je podvržena tudi nadzorom, kar bi bilo edino pravilno, nadzorom porabe denarja. Pa bom sam mogoče kakšen primer navedel. Glede, infekcijska bolnišnica v Ljubljani ali v Mariboru sta izpadle iz evropskega denarja. Ne zaradi Evrope, ampak zaradi neučinkovite vlade, ki se, bom rekel, ni upala prijaviti na ta razpis. Potem, ko govorimo o razvoju regij, moramo vedeti, da smo 200 milijonov evrov iz vzhodne kohezijske regije preselili, tako kot je kolega Mitja rekel, na postajo v Ljubljano. Torej, financiranje vzhodne kohezijske regije se je prelevilo na zahodni del, ampak zahodni del v Ljubljano, se pravi v srednjo Slovenijo. In zato je nekdo moral odzigniti roko. In roko so dvignili tisti na vzhodu, ki pač določajo, kje se bo denar porabil.
In mene to zgrozi. Obiskujem od Maribora, da rečem celotno vzhodno Slovenijo in kaj župani znajo povedati in kdo si kupuje kakšno delovno mesto, da nam rekel kakšnih pregonov in tako naprej, samo zaradi tega denarja, ki je pač zdaj spolzel. Evropski denar, to je edini denar, ki je še v Sloveniji na voljo za razvoj. Tako na gospodarskem področju, kot na infrastrukturnem področju. Glejte, povečanje, mehen sem dotaknil aktualne teme, namreč prihajam ravno iz regijskega obiska na Gorenjskem, kjer so predvsem župani in podžupanja nam razložili, s kakšnimi težavami se srečujejo. Zaradi vseh možnih podražitev, ki bodo zdaj sledile od vrtcev, komunalnih podjetij, vseh javnih podjetij, se vemo, zaradi nenormalnega povečanja stroškov občinam, zaradi plač, zaradi minimalne plače, bodo ukinili investicije. Investicije bojo pa ukinili iz naslova pobranega denarja NUSZ-ja. Torej, NUSZ davek, ki je zakonsko določen, da se pobira od ljudi in podjetij, za namen investicij bojo zdaj morali porabiti za namen plač. In to so nepremišljeni ukrepi in na ta način pač delamo tudi na avtocestah, tudi v logistiki in tako, kot sem rekel že prej. Mi se ukvarjamo tukaj znotraj na enem dvorišču, če pa hočemo iti v svet, pa moramo iti na avion, na letalo izven naše države. Res je, mi smo pač na tem področju zabredli, zato nam pa ostajajo samo avtoceste in zopet sedemo v avto, zopet se peljemo v Benetke, zopet se peljemo v Udine ali pa v Zagreb. In dokler časa mi ne bomo rešili vsega prometa v Sloveniji, vključno z letalskim prometom, dobrimi železniškimi povezavami, hitrimi vlaki, pa vas ne bom razočaral, kaj vse smo videli na Kitajskem, 400 km, 300 km na uro smo se vozili in verjamem, da z eno vizijo bi Slovenija seveda lahko zgradila tudi proge, železniške proge. Zdaj, še eno oviro, pogosto slišimo omenjeno, kadri. Kadri v logistiki praktično skoraj da več ni domačih kadrov možno dobiti, težave so s pridobivanjem tujcev. Pravzaprav, zakaj Slovenci ne želimo delati in zakaj je tako težko pridobiti tujce? Odgovor je sigurno demografija. Demografija, to je, če je moja generacija štela takrat 34 000 novorojenih, trenutna generacija šteje polovico, 17 000. Torej, jasen pokazatelj je, da ljudi manjka. Druga zadeva je, mi smo potrošniška družba, tako kot je že kolega Peter omenil, treba je dostaviti vse dobrine v trgovine. In ta razkorak med zmožnostjo pridobiti ljudi in pa potrebami, ki jih imamo kot prebivalci in kot pač dnevno se živimo, je prevelika. In kaj lahko naredimo? Nenehen samo uvoz tuje delovne sile seveda ne bo pripeljal do rešitve, ker bomo prišli predaleč. Se pravi, predaleč za integracijo in nimamo časa, pravzaprav z uvozom delovne sile, nimamo pa časa za integracijo. Mi sprejmemo ljudi, ki ne znajo ne slovensko, ki ne znajo naše kulture, ne poznajo, in potem mi od njih pričakujemo, da bojo se pa kar asimilirali. Ne bo. Povzročajo nam težave izven, izven službe, ki ga upravljajo. Naslednji problem je, ko te ljudje niso izobraženi za delo, ki ga potrebujejo. Naš izobraževalni sistem je pač v določenih primerih tudi neatraktiven in pa, ker bi lahko, ne samo zato, da se nekdo usposobi za poklicnega voznika, to je ena zadeva, ampak mi v logistiki potrebujemo računalničarje, arhitekte, skratka celo plejado vseh možnih poklicov za to, da bomo šli korak naprej. Ker dokler časa bomo razmišljali, da mi potrebujemo samo voznike ali pa šoferje, toliko časa bomo tukaj, kjer smo. Kadri.
Ja, gledajte, kar se kadrov tiče, je situacija taka, da ljudje smo racionalna bitja in da si iščejo službo tam, kjer so pogoji za to najboljši. Sami ste najbrž prestregli informacijo, da se je javni sektor povečal že čez sektor gospodarstva na področju proizvodne in da se ta z leta v leto še povečuje. To pomeni, mladi si postavljajo za cilj službe, kjer se dela 8 ur, od 8 do 4 in ne želijo biti na delovnem mestu na način, da ne vejo, kdaj se to delo konča. In v logistiki je ponavadi tako, da ti veš, kdaj štartaš, težko boš pa oceniš, kdaj boš prišel do cilja. Poleg javnega sektorja nekateri dajo prednost tudi raznim projektnim službam in pa da se živeti tudi v nevladnih organizacijah. Precej dobro se pa da tudi živeti od nekaterih socialnih transferjev. Nekateri so pač zračunali, da je razlika med prejemki iz naslova socialnih transferjev in pa med plačo tako majhna, da se jim v bistvu ne splača angažirati v resni službi. Tako da samo okolje ne spodbuja ljudi oziroma mladih, da se zaposlijo, da se odločijo za poklic voznika. Tudi na drugih področjih v obrti je težava podobna. Ne da se dobiti mojstrov gradbeništva, ne da se dobiti čevljarjev, ne da se dobiti tudi drugih storitev, ker so določene državne službe bolj atraktivne in nudijo pač našim državljanom zadosti materialnega inputa, da lahko lagodno živijo. Ne da se delati oziroma ne splača se delati. Ja, ne splača se, nekaterim se res ne splača delati, zato ker so prevelike finančne spodbude se strani države, socialni transferji pa še kaj. Delo je vrednota bila in delo vrednota bo, delati se splača, je pa zelo odvisno, kakšne imamo aktualne pa trenutne politike, a so politike, ki spodbujajo vrednote dela, ali so politike, ki spodbujajo nedelo. Aktualna spodbuja nedelo z dviganjem teh transferjev in kdo bi pa šel delati, če dobi doma brez dela 1000 evrov, v službi pa zdaj tudi ta minimalna plača, ko pravijo, da je 1000, jaz sem rekel v soboto na kopih, pa so me zrezali, ne 1000, 1200, glede na stroške, ki je država povzročila ljudstvo, našim prebivalcem, je 1200 minimalna in 1500 bruto, ampak žal ni bila moja izjava tukaj prijazna, so me na nacionalki izrezali, pri odmevih me ni bilo, pa bi se vrnil, če se smem, na demografijo. Demografija je tisti parameter, kater kaže čez desetletja, ampak ali pa stoletja, kje smo v družbi, kaj potrebujemo, kakšne ukrepe potrebuje družba za preživetje. In je Marko rekel kar zdaj naenkrat, seveda, zato ker nismo nikoli imeli demografske politike, nikoli nismo vodili, nikoli nismo imeli spodbud. Jaz sem tudi svetnik na mestni občini Celje in zahtevam 1000 evrov za rojenca. Iz 100 smo že zdaj prišli na 250. Skratka, spodbude družini, družina je osnovna celica družbe. Pika, nimamo več kaj govoriti. To se mora zavedati vsak državljan in vsak politik. Kar se pa tiče uvoza delovne sile, brez uvoza delovne sile Slovenija ne preživi. Ta moment med 3 in 4 tisoč voznikov sam fali v Republiki Sloveniji. Ampak z politično-gospodarsko, usklajeno politično-gospodarsko odločitvijo, katere, na kakšen način, transparentno, pregledno in selektivno v okviru Vlade Republike Slovenije, Obrtne in gospodarske zbornice vzpostaviti v državi, tam, kjer smo se odločili, da bi pa z tega bazena koristili delovno silo in jo prepeljali v Republiko Slovenijo, selektivno s trening centrim, izobraževalnim centrim, z učenjem slovenskega jezika in na osnovi tega
bi te komisije z teh 3 deležnikov, vlade, politike, gospodarstva, pripeljali tiste ljudi, prepotrebne ljudi v Republiko Slovenijo, ampak preverjene kadre. Recimo zdaj se pa to dogaja, da imamo razne agencije, kot da bi s fračko frko pripeljejo te ljudi, ta človek je na začetku stal 20.000 evrov, 15, pa veš, kak so dobri, sem vprašal, pozdravim pameti in zdravim razumu te ljudje, veliko sestankov so tudi z mano imeli in nisem tega nikoli odobraval. Imam tudi sestanke z direktorico Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, tudi Anko Rode, ki je odgovorna za to, zelo razumejo, zelo vejo, ampak vam moram povedati, tudi oni rabijo politično podporo. Delajo pa zelo dobro, z tega mesta jih moram pohvaliti, ampak zato je treba politična odločitev. Gospodarstvo ne na dolg rok, na leto, 2, 3 ne preživi, če ne bomo selektivno začeli uvažati tisto prenujno delovno silo, je nima javna uprava, je nima gospodarstvo, je nima nihče. Temu se pač žal ne moremo izogniti, glede na to, ker nismo vodili računa o demografiji in ta vlada, ko je prišla, je tudi ukinala skupino ljudi, odbor, kakorkoli so se že imenovali, zelo kvalitetno za demografijo, ko je prišla, jo je ukinala in jaz bi jim spet nastavil ogledalo in jih sprašujem, a je bila to modra odločitev? Ja, politika ne pusti določenim poklicam, da se za določene poklice kader uvaža. Mi sodelujemo na Ministrstvu za delo, kjer se oblikuje seznam deficitarnih poklicev in nikakor sindikati ne spustijo poklica voznik tovornega vozila na seznam deficitarnih poklicev. Sindikati in avtobusov. Tovorni je avtobusni. Sindikati zagovarjajo, da v Sloveniji ima vozniško dovoljenje za vožnjo avtobusov 13.000 državljanov in želijo, da se izmed teh 13.000 dobi zadostno število ljudi, ki so pripravljeni voziti avtobuse. In to je njihov glavni argument, zakaj ne prepustijo, da bi se ta poklic uvrstil na listo deficitarnih poklicov. Ta bitka traja že kar nekaj let, mi jo težko razumemo oziroma ne moramo razumeti, vendar se pravimo, v tej bitki ne moramo zmagati, kajti zato, da se to uvrsti na seznam, je potrebno soglasje. In seveda, če smem tukaj dodati samo to, da logistika ne odstopa od drugih poklicev. Torej, znašli smo se v vrhu obdavčitev plač dela, torej delo se mora splačati, trud in znanje morata biti nagrajena. In s tem znanjem mi pravzaprav domače znanje zgubljamo, tuji pa ne pride. Obrnimo sliko, obrnimo davčni sistem, da bo privlačen, da bodo ostali domači kadri doma in da bodo privabili tudi tuje kadre v Slovenijo. Vidimo, da vse okoliške države nas prehitevajo v razmerju bruto plača, neto plača in seveda to gre vse v minus v denarnicah pri ljudeh. In ko se pogovarjamo o bruti plači, bi še enkrat to pač opozoril, da se dajmo pogovarjati o strošku, ki nastane za izplačilo neke plače. V tem primeru večkrat zdaj slišimo v zadnjem času, da je 1000 evrov minimalna plača, je potem 1500 evrov oziroma 1400 pa še nekaj evrov bruto plača. Ja, bruto je ena, ampak strošek dela je pa pač kompleten, mi moramo prešteti še 17,1%, no in zaradi tega in pridemo čez 1700, pa potem seveda malca prevoz in pridemo na 2000 evrov. Vse v redu, samo mi nismo več konkurenčni napram tujem trgu. Zato pogledajte, zakon o čezmejnem upravljanju storitev nam je v enem momentu, to je 2 leti nazaj, odpeljal več kot 15.000 zaposlenih davkoplačevalcev na Hrvaško, Avstrijo, Nemčijo. S tem mi zgubljamo preko 200 milijonov evrov v plačilo v vse 3-4 blagajne, državne blagajne v Sloveniji. A tukaj se pa noben ne vpraša. Mi smo v 4 letih bomo zgubili skoraj milijardo evrov samo zaradi neke populistične ureditve,
ki jo recimo na Hrvaškem sploh ne poznajo, v drugih pametnih državah pa potem to uvedbo kompenzirajo skozi davčni primež na ta način, da imajo tisti ljudje, ki delajo čezmejno, pač oprostitev davka iz dohodka. Ja, gospod Pišek. Jaz moram se na Mitija navezati, 13,000 teh delavcev, sindikalistov, ki jih sindikati skozi izpostavljajo, zaradi tega zadržujejo, da voznik avtobusa ne dobi dovoljenja na Zavodu za zaposlovanje po hitri zaposlitvi, ne, da imajo vozniki avtobusov minimalno plačo neto 2000 evrov in da zadnjih 5 let v teh 13,000 voznikov ni dobeden prišel niti na LPP, niti na Nomago, niti na Arrivo, da bi se tam zaposlil, ker jim je najbrž udobno. Moram pa tudi priznati, da veliko voznikov ima, tudi jaz imam D kategorijo za avtobus, pa ga ne vozim, ne, da je to statističen podatek, ko ga uporablja sindikat in mislim, da je to res nedopustno. In še enkrat se vračam nazaj, nujno politična odločitev, transparentno in pregleden uvoz tiste prenujne delovne sile v Republiko Slovenijo. Je pa tudi, tako je Marko rekel, seveda tudi davčne spodbude, razbremenitev dela je nujna, brez razbremenitev dela ne bomo konkurenčni, mi že zdaj nismo konkurenčni. Jaz vam moram povedati primer iz logistike, 95% stroškovnika nam določi država, 5% se pogajamo mi, to je vozilo, prikolica pa gume in mi oblikujemo svojo ceno na evropskih tenderjih v konkurenci Srbov, Bosancov, Ukrajincov, Poljakov in Romunov, ki imajo vsaj 30% nižje obremenitve ali več. In kaj se to pomeni za nas sektor slovenskega cestnega transporta v mednarodnem transportu, pravim večino mednarodni transport, seveda izgubljamo enormno posle, se ukvarjamo z rdečim številkim in to je nedopustno in to ve država, to ve naša resorna ministrica in tu je potrebno takojšnje ukrepanje. Jaz bi samo zato, da ponazorimo, kako so naše plače obremenjene, čeprav to ni današnja glavna tema, naj povem, da povečanje minimalne plače v bruto znesku pomeni to 204 evre dodatne višine, od tega dobi zaposlen 113 evrov, država pa 91 evrov. Samo to, za to, da se vidi, kakšno je razmerje obremenitve minimalne plače, ki je mnogo manj obremenjena, kot so druge plače. Višje plače so še bolj obremenjene in zato smo recimo samo v lanskem letu v prvih 6 mesecih nam je odšlo v tujino 6000 delovnih mest, ne? Kvalitetnih, dobro plačanih, to so uprave raznih podjetij oziroma razvojni centri. Ko smo ravno pri infrastrukturi, za zaključek ne morem mimo še ene cvetke, ki se zdi, da spada v tisto kategorijo, saj ni res, pa je, ne, gospod Pišek, za vas A1 obrazec. Ne. Torej, če en voznik podjetja naredi prometni prekršek, drug voznik ne more dobiti A1 obrazca. Kako to mogoče? Seveda, bom rekel, to je izum spet uradnikov na enem in drugem ministrstvu, ministrstvo za delo in ministrstvo za promet, tudi tu je protiustavno. A1 obrazec je unikum v Republiki Sloveniji, nobena evropska država ga nima. Če recimo vaš šofer prekrši, podaljša vožnjo za 1 uro ali 2, vemo kak je promet, ne dobi parkirišča, izgubi pravico do A1 delodajalec, ne delavec, vi kot delavec lahko greste k Mitiju, naprej boste dobil A1 obrazec in njegovo podjetje bo cvetelo, vaše bo pa propadlo, ker dobi prepoved zaposlovanja. V Republiki Sloveniji tisti, ki vozijo, ne potrebujejo A1 obrazca in seveda lahko kršijo, kolikor želijo in jim nobeden ne onemogoča poslovanja. Nam pa v mednarodnem transportu, tisti, ki se ukvarjajo z mednarodnim transportom, tisti moment dobi prepoved vsega zaposlovanja in posledično gre podjetje v stečaj. Na Obrtni in gospodarski zbornici smo podali zadnjo zahtevo do 15. februarja, da se vlada strezne, ministrstvo, predvsem ministrstvo za delo in minister, da to takoj ukinejo in dodatne evidence delovnih časov in seveda še vse odprte. Tule imamo recimo slovenski cestni transport se ruši pod težo tovora, ki mu ga nalaga država iz meseca oktobra.
tam smo v Celju dobili zaveze. Jaz vam moram povedati, da imamo zadnji dan hude pritiske funkcionarji iz ene in druge strani in če se to ne bo rešilo, bomo zahtevali na protestih vse te zahteve, ne samo en obrazec in evidence, to, kar je zdaj glavni pogoj. Mi želimo sistemske rešitve, prevozniki, mi ne želimo ne subvencij, ne denarja, sistemske rešitve in pogoje, da bomo konkurenčni na evropskih trgih. To sem osebno povedal ministrici, je bil tudi Andrej Štih, glavni svetovalec premierja zraven, jasno in glasno. Želimo sistemske rešitve in pogoje za konkurenčnost. Vekolikor ne boste to napravili, bomo mi izkazali svojo nepokorščino. Ja, napet zaključek, ne, povemo morda en obrazec, to je obrazec, ki ga voznik potrebuje za delo v tujini. Gospod Marko Lotrič, gospod Mitja Gorenšček in Peter Pišek, hvala lepa za sodelovanje v tokratni epizodi Teže argumenta. Marsikaj bi še lahko načeli, pa nas je čas prignal do konca, tako da hvala za sodelovanje in hvala vam, spoštovani gledalci, ker ste vztrajali do konca in se vidimo v kateri izmed prihodnjih epizod Teže argumenta. Do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.